Peter Svetina je varuh človekovih pravic prvi mandat. V njegovem uradu vsako leto obravnavajo več tisoč pobud državljanov, ki zaznajo kršitev svojih človekovih pravic. Med njimi je največ pobud, ki zadevajo zagotavljanje človekovih pravic šibkejših skupin ljudi, ki so navadno odrinjene na rob družbe ali njeno socialno dno. Prav tem skupinam so namreč najpogosteje kršene človekove pravice ali temeljne svoboščine. Med njimi so pogosto tudi invalidi. Samo v letošnjem letu so zabeležili okrog 50 njihovih pobud. Seznanjeni smo bili s pobudo za vpis slovenskega znakovnega jezika v ustavo. Sam osebno in pa kot inštitucija to podpiramo in smo to tudi jasno povedali, ker vsekakor je potrebno izenačiti možnosti invalidov, v tem primeru gluhih in naglušnih. Mi neprestano opozarjamo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, da je potrebno prilagoditi zakonodajo temu področju. Ministrstvo tukaj je slabo odzivno in ni pripravilo ustrezne zakonodaje. Manjka še pravilnik, ki bi to urejal. Vsekakor je vsem, ne glede na njihovo oviranost, potrebno zagotoviti pravico do izobraževanja, to je tista osnovna človekova pravica. Varuh človekovih pravic je za osebe z okvaro sluha dosegel pomembno izjemo, da se pri neposredni komunikaciji z gluhimi in naglušnimi osebami ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih uporaba zaščitnih mask ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela obraza lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medsebojno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado. Izjema velja tudi za tolmača znakovnega jezika. Zaradi komunikacije, ki jim je otežena zaradi obraznih mask, ne morejo sodelovati tako v javnem življenju, kot je to treba. To izjemo smo dosegli in pozdravljamo to, da je tem ljudem omogočeno, da komunicirajo brez tega, da nosijo maske. Po načelu pozitivne diskriminacije so vladi predlagali tudi izjemo pri nošnji zaščitnih mask za osebe s posebnimi potrebami. Vlada je predstavila svetovalni strokovni skupini to naše stališče, svetovalna skupina je to stališče sprejela in opozorila tudi inšpektorate, naj ne kaznujejo ljudi s posebnimi potrebami, če ne nosijo mask. Slovenija se glede na število oseb, ki živijo in opravljajo večino dejavnosti v 24-urnem organiziranem varstvu, trenutno uvršča med najbolj institucionalizirane države v Evropi. Smo družba, v kateri invalidi, predvsem osebe z motnjo v duševnem razvoju, po večini še vedno živijo za zidovi, nevidni in neslišani. Vsaj od 10 do 15% teh oseb bi lahko živelo bolj kakovostno, bodisi na svojem domu s primerno podporo osebnih asistentov ali družinskih pomočnikov, bodisi v manjših bivanjskih enotah. Ko govorimo o deinstitucionalizaciji, ne govorimo o bivanju doma na plečih staršev ali pa sorodnikov, ampak govorimo o tem, da je v skupnosti, v lokalni skupnosti treba invalidom zagotoviti tiste vrste bivanja, ki je njim, ali pa življenja, ki je njim primerna. Koronavirus nas je vse presenetil. Epidemija pa je prinesla na površje številne težave. Med njimi bomo morali poiskati rešitev za mlajše invalide, ki živijo v domovih starejših občanov. To je aktivna populacija, to je mlada populacija, ki ne sodi v domove za starejše, kjer je povsem druga populacija vključena. Treba je za njih pripraviti programe in to se je zdaj še bolj pokazalo.
Deinstitucionalizacija je tisti pravi odgovor na to, treba je prilagoditi okolje, treba je sredstva, ki so namenjena za to. Lahko je to primer stanovanjske skupine, lahko je to primer bivalne enote, ampak bolj deinstitucionalizacija pomeni bivati v običajnem okolju. To so stanovanja, to ni treba, da je stanovanjska skupina. Saj nekateri ljudje, ki so sposobni poskrbeti v največji meri zase, lahko tudi živijo v stanovanju. To jim je pa treba omogočiti. Varuh že 15 let opozarja, da je status družinskih pomočnikov popolnoma neprimeren. Pri nas jih deluje okrog 700. V večini so to matere, ki skrbijo za svoje invalidne otroke ali osebe s posebnimi potrebami. Družinski pomočniki niso zaposleni, so pa dolžni skrbeti za svojega družinskega člana 24 ur na dan, vsak dan, nimajo dopusta, nimajo nobenih pravic iz dela, njihova plača je bistveno nižja od minimalne plače, njihova plača se ne razume kot plača, ampak kot socialni transfer, in to je popolnoma nepravično. In te ljudje razbremenjujejo tudi sistem socialnega varstva, ker recimo pri invalidih inštitucije, varstveno-delovni centri so polni, čakalne dobe so, s tem, ko postane pa človek družinski pomočnik, se umakne iz trga dela, največkrat so to, moramo priznati, matere, ki potem po letih skrbi za svojega otroka, invalidnega otroka, nimajo nobenih pravic iz dela, pod minimalno plačo dobivajo dohodek, kar pa tudi posledično pripelje do tega, da bodo imeli nižjo pokojnino, kot je minimalna pokojnina. Se pravi, je to popolnoma zgrešen sistem in tega je treba sanirati. 3600 invalidskih upokojencev se mora naučiti živeti z manj kot 400 evrov na mesec, kolikor znaša invalidska pokojnina. Tukaj mora biti naš pokojninski sistem narejen tako, da ljudje ne morejo biti tako globoko pod pragom revščine ali pod pragom minimalne pokojnine. To je nesprejemljivo in ne smejo biti odvisni zgolj od socialnih transferjev, ampak mora do tega korektiva priti že znotraj pokojninske blagajne. Status invalida pridobijo z dopolnjenim 18. letom osebe z zmerno težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju ali gibalno oviranostjo, ki so nezmožne za samostojno življenje in delo. Na podlagi statusa jim pripada nadomestilo za invalidnost, ki pa so ga centri za socialno delo priznavali različno. Nekateri po 18. letu, nekateri takrat, ko se je zaključilo šole, nekateri od vloge, pa popolnoma različno po celi Sloveniji, smo ugotovili, da to ni prav, ampak da avtomatsko pri 18. letu po zakonu pripada nadomestilo za invalidnost. Prejemanje dodatka za njegov otroka s posebnimi potrebami ne izključuje sočasnega prejemanja dodatka za pomoč in postrežbo. Je še ena od pomembnih anomalij sistema, ki so bile odpravljene. Starši gluhih otrok in pa gluhi otroci, vsakemu pripada eno nadomestilo. Stališče ministrstva je bilo, da so upravičeni zgolj do enega nadomestila. Ljudje so morali potem ta denar vračati. Leta 2012 je sodišče odločilo, da to ni prav. Pa je bilo potem 4 leta je ležalo v predalu ministrstva za delo ta odločba, sodba sodišča, pa tega niso popravili. In so starši morali denar, ki so ga dobili, vračati. In so šli v osebne stečaje, rubežniki so prihajali k njim. Zdaj so jim pa ta denar dali nazaj. Pred 12 leti smo sprejeli Konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov. Še do danes pa se ne izvaja eno od njenih pomembnejših določil, ki državo obvezuje k vzpostavitvi neodvisnega nadzornega telesa, ki nadzira izvajanje konvencije v praksi.
Sem tudi pisal ministru za delo, družino in socialne zadeve in pa ministru za zunanje zadeve, da predlagamo zakonodajni postopek, v katerem bi inštitucija varuha človekovih pravic strani države dobila ta status nadzora nad pravicami, ki izhajajo iz konvencije o pravicah invalidov. Ne moremo reči, da ni prišlo v zadnjih letih do velikih napredkov, ampak kljub temu prihaja do neprestanih kršitev pravic invalidov, neprestanih kršitev konvencije in to se občasno tudi poglablja. In zaradi tega, da je ta monitoring strokoven, nepristranski in pa konstanten, potrebujemo takšno inštitucijo.